Kristi, jaz bi zelo rada meditirala, pa ne morem, ali mi lahko, prosim, pomagaš? Lahko. Veš, veliko ljudi čuti, da imajo nemiren kaotičen ne pustim spati, ne pustim dihati in dostikrat se počutijo v dvomih in strahovih in jaz se to razumem zato, ker sem to prehodila. In taki ljudje se seveda tudi zatečejo k meditaciji, ker meditacija je tista, ki bo pri tem pa pomagala, seveda to drži. Pa vendarle ljudje rečejo, potem pa, ko gremo meditacijo, je še hujš, vse me boli, vse me špika, razmišljam o drugih stvareh in meni meditacija ne gre in z meditacijo prekinejo. Danes bi te rada usmerila na pravo pot, zato da to ne narediš. Ali veš, da je meditacija znanstveno dokazano najbolj učinkovit način boja proti nemirnemu umu? In to je res ena taka čudovita stvar, vendarle, če prekmalu odnehaš in ne daš možnost in če misliš, da za tebe ni učinkovita, potem te ta kaotični nikoli ne bo pustil pri miru. Kaj pa, če ti danes dam nekaj načinov, kako lahko vseeno prideš v prakso meditacije, zato da dosežeš mir v svojem življenju, ampak da lahko prilagodiš način meditacije, način meditiranja svojemu seveda trenutno še kaotičnemu in nemirnemu umu. Veš, jaz pravim tako, človek, ki ima nemiren in ne more meditirati in se mu v meditaciji vse živo dogaja, vse drugo razmišlja, vsega nekaj špika in tako dalje, je človek, ki je prvi, ki se mora v življenju ustaviti zaradi tega, ker posledice takega razmišljanja oziroma takega uma se bodo preslej nekje pokazale in definitivno je zelo pametno, da to saniraš z meditacijo. Pa vendarle, gremo si pogledati, zakaj se zdaj to dogaja. Nekaj moraš vedeti, ki je kaotičen, se bo vedno obračal na ven. Kaj je Sveti Peter rekel, kaj je Branka Banka rekla, razumeš, kaj je nekdo rekel, kaj se je dogajalo, zakaj je bilo danes v službi tako, zakaj je bilo tako. Torej, zavestni ki je v tem, jaz rečem, nekem hrčkastem stanju vedno gleda na ven. In isto se bo dogajalo v meditaciji. Greš v meditacijo, ki bi se mogla obrniti navznoter, tipa ven. Razumeš, kaj je bilo v službi, zakaj mi je nekdo to rekel, zakaj mi je tak mail poslal in tako dalje, zakaj se to dogaja, zakaj mene to straši. In kdo hoče biti v taki meditaciji? Zakaj bi, ko se ti navzven nekaj dogaja, hotel še na noter si potrjevati, kaj se dogaja in potem seveda raje prekineš meditacijo. Pa vendarle nikar. Dajmo zdaj narediti nekaj, da te bo to pustil pri miru in da bo meditacija uspešna in da nastopi, torej še dobra tretja stvar, da nastopi mir. In zdaj imam za tebe res čudovite 3 korake oziroma potem še 4 bo še malce dodatna. Prva stvar, torej, ko greš v meditacijo, meditacijo zbiraš zaradi tega, ker želiš to umiriti, zato ker noben zavestni se noče tako počutiti. To moraš vedeti, da je za možgane stres. Za možgane to ni zbor, ki reče, fešta, jaz se hočem tako počutiti. Seveda ne, ampak ne poznajo pa drugega načina. In zdaj te prilagodim. Prvi korak je definitivno to, da ko greš v meditacijo, da dosežeš osredotočenje, ker ponavadi, ko so vodene meditacije, ne ve, zakaj zdaj ti to delaš, spet se od njega nekaj zahteva in neka Kristi tam nekaj govori, ona hoče, da tam na leteči preprogi, delaš prevale, okej? Tudi, če si daš vodeno meditacijo, kar je pametna ideja, ti deli samo to, da poslušaš glasbo. To pomeni, ko imaš vodeno meditacijo, se ne osredotočati recimo na moje besede, ampak se osredotoči na glasbo. Poslušaj glasbo, poskušaj noter definirati inštrumente, predaj se lepi glasbi, ker možganom to zelo paše. Ja, ampak kaj imam jaz v taki meditaciji, če imaš ti recimo neko tematiko noter razreševanja strahov, pa jaz temu ne sledim. Ti moraš nekaj vedeti, mi rabimo zavestni kaotični utišati, se strinjaš? Zavestni. In če damo zavestnemu nalogo, da v tistem trenutku posluša meditacijo, torej samo glasbo, podzavestni pa bo poslušal celoto, ker tega pa ne moreš izklopiti. In kljub temu, da ti zavestno ne poslušaš tisto, kaj je treba delati, podzavest posluša. In efekt take meditacije bo blazno učinkovit. Res, ko učijo, recimo, veš, dojenčka, ki so ful majhni, jim dostikrat recimo dajo za poslušati, kaj bo otrok pri 3 mesecih se učil angleščine, mu dajo za poslušati angleške posnetke, najbrž ne bo ponavljal besede angleške, za tisto teto, ki govori ven iz radija. Ampak, razumeš, otrok to sidrava podzavest, to je dokazana metoda, in na enak način delamo mi, ampak hkrati zavestni nima pritiska na sebe, da on pa zdaj nekaj more. Podzavest pa absorbira, medtem ko zavestni reče, se poslušam glasbo,
se sproščam in tukaj dobimo zelo eno tako lepo kombinacijo. Kako že rečejo, spomnim še enkrat, bila taka znana reklama, male tajne velikih majstora, kako že to gre, ne? Skratka, to je tak prvi trik in ti bo zelo pomagal, ne? Druga stvar, kar bi ti jaz tukaj rekla pri meditaciji definitivno je, da ne bežati van iz nje. Veš, ljudje dostikrat naredijo tako, da grejo v meditacijo, nekaj jih začne špikati in reče, meni to ne gre, meni je to zoprno, prekinejo meditacijo in dobesedno zbežijo van iz tega, a veš. Zdaj predstavljaj si, da imaš otroka, predstavljaj si, da je otrok v stiski. V tem primeru so tvoji možgani ta otrok, ki je v stiski. A bi tiste otroka, ki bi bil tukaj v stiski, pa bi neki jokal in bi imel, razumeš, nekaj nepredstavljivega, kar bi ga trgal, a bi mu ti rekel, jaz se pa to ne grem, ker meni je to neprijetno in bi odkorakal stran od tega otroka. Seveda, da tega ne počneš, takega otroka pobožaš, ga potolažeš, se pogovoriš z njim, mu razložiš stvar za to, da lahko pride ven iz takega stanja. Enako se rabiš obnašati do svojega zavestnega uma. Če greš v meditacijo, pa vidiš, da je neki noter stiska, da vidiš, da te neki špika, ne se temu upirati, ne probati iz tega zbežati. Pejt noter kot občutek, sploh unika sa starši, vam bo to super šlo, pejt noter kot starš, poboži uno nogo, ki ti trza in reči, vse je okej, pod stresom si bila, poboži se. A ne, če čutiš, da imaš nekaj na srčni čakri in da ti je težko in se hočeš zjokati, ne zbežati stran od tega, zjoki se, pa si daj roko na prsni koš in reči, vse je v redu, tole se bo pozdravil. In to ljudje ne delajo zato, ker nočejo takih občutkov. Pa vendarle od občutkov v življenju ne gre bežati, ker te bojo ujeli, razumeš, na naslednjem vogalu. In zato je zelo pomembno, da greš v meditacijo in da če se ti to dogaja, hrbtenica te boli, v redu, poveži se z njo, mediteri z njo, podperi jo, predihavi jo, ne bežati stran tega, ne reči, ne, tega ne bom delala, ker je neprijetno. Zdravi se, pobožaj se, podpri se v meditaciji. Izjemno pomembno. In preslej, ko se te glavne stvari, ki so nabrane negativno v tvoji energiji, umaknejo, potem bo pa tebe spustili v ostale segmente meditacije, ki so tisti, kar jih iščeš, ki vsi iščejo, seveda. Torej, lepe meditacije, nežne, kanaliziranje, pogovori z angeli. Ampak je treba najprej to premagati. In tretja stvar je, imaš eno izjemno darilo od prvega trenutka, ko si prišla na planet, in to je dihanje. Dihanje je izjemen princip polnjenja z energijo in umirjanja možganov. Tako da, vkolikor greš v vodeno meditacijo in se ti dogaja kaotični začni spremljati dihanje. Prav načrtno, umirjeno, globoko, ampak umirjeno dihanje in ga spremlji. Koliko rabiš, da vdihneš, koliko rabiš, da izdihneš, lahko šteješ. 1, 2, 3, 2, 2, 3 in se samo sredotoči na dihanje. Vodena meditacija naj gre naprej, naj teta Kristi noter, razumeš, iz unih tvojih slušalk govori naprej. Zakaj? Zato, ker podzavestni vse snema. Se strinjamo? Ampak pojdi lepo na dihanje in vedi, da so to tudi rezultati meditacije. Okay? In potem ti obljubim, da te rezultati, ki jih iščeš, pridejo. In četrti korak, katerega ga zdaj povedala, je pa definitivno najbolj pomemben in to je vztrajanje in disciplina. Dosti ljudi, ki mi je res toliko že zelo hudo v življenju, da imajo pa popolnoma razsute psihe, bojo šli meditirati, pa se bo mogoče par dni počutili dobro. Potem pa čaka naslednji padec. Meditacijska praksa je način življenja in nekaj, kar imaš za to, da si ves čas v redu, ne pa da je to nekaj, takrat, ker je res zelo hudo, da vzameš iz predala, zato da posledice saniraš. Kaj pa, če vzpostavimo tako življenje, kjer ne bo treba sanirati posledic? In vse to se da. In zdaj, če rabiš pomoč, jaz mislim, da če si se tukaj v vsej tej vsebini prepoznala, jaz te res toplo vabim na moj tečaj meditacije. Začne se 8.10. se prične na spletu in je namenjen ali osebni uporabi, ali pa vsem tistim, ki hočete biti meditacijski učitelji, hočete razumeti ljudi, hočete razumeti, kaj se jim dogaja, zakaj je to tako v meditaciji, kakšni so različni načini meditacijskih praks, od kundalinija do zen meditacije, kako umiriš za meditacijo čustva, kako predeluješ vzorce s tem in tako dalje. Čudovit in tako zelo obsežen tečaj. Na koncu pa te naučim tudi cel proces, kako se vodi meditacija, kako postaviš energijo prostora
in tako dalje. In dobiš tudi certifikat, ki ti omogoča, da na to vodiš tudi, ker verjamem, da se taka ljubezen razvija, tudi ti naprej vodene meditacije. Tako da pokukaj si na potovanje duse.si in verjamem, da ti je tale vsebina zelo pomagala. Do naslednjič, lepo se imej in predvsem lepo meditiraj.